Veliko čast mi je, da danes nastopamo ob boku izjemnega pianista Blaža Jurjevčiča. Prosim še en aplavz. I put a spell on you, because you're mine. You're mine tonight, baby. You better stop the things you do. I tell you, I said, I ain't lying. You better stop the things you do. Running around. You know better, Betty, because you know you put me down. So I put a spell on you. Because you're mine, because you're mine, because you're mine. Take it away, guys. You know I love you, I love you, I love you anyhow. And I don't care if you don't want me, baby, I'm yours right now. I put a spell on you, because you're mine, because you're mine, because you're mine. You know I can't stand it. I see you running around. I can't stand it, Daddy, because you know you put me down. So I put a sneaky spell on you, because you're mine, because you're mine, because you're mine, because you're mine. Oh yeah, because you're mine. Oh yeah, because you are all mine, oh baby. Because you're mine. Hvala lepa. Še bomo slišali čudovit glas Ane Soklič, ampak gremo zdaj res k priznanjem. Prosila bom, da se mi pridružita še predsednik ZAS-a, Slavenko Hemingman, in pa podpredsednik gospod Mugerli, ki bosta tudi podelila ta priznanja. Prvo priznanje, bomo kar začeli, a ne, bo prejel gospod Sebastijan Černigoj. Dovolite mi samo eno kratko obrazložitev, zakaj so dodelili gospodu Černigoju to priznanje. Sebastijan Černigoj je leta 2004 diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Kmalu po zaposlitvi v predhodnikih Kolektor CPG je pristal na gradbiščih, kjer je bil najprej pomočnik že vrsto let, pa je vodja najzahtevnejših projektov pri gradnji in vzdrževanju cest ter predvsem pri obnovah avtocest. Pri realizaciji projektov se je večkrat izkazal z dobrimi in učinkovitimi predlogi za boljše izvedbe del. Na njegov predlog so v podjetju uvedli tudi multiplex Big Ski in po dolgih letih ponovno poskusno izvedli asfaltiranje odseka s pomočjo najetega asfalterskega dodajalca.
Je pravilno. Prav tako je objavil več strokovnih člankov z področja asfalterstva. Večkrat se je izkazal kot odličen mediator pri reševanju problemov. Od leta 2018 je tudi član komisije za asfalt pri Darsu, kjer daje številne predloge za urejanje razmer v panogi. Sej se torej udeležuje tudi kot upravni odbor ZAS-a kot namestnik od leta 2023. Za aktivno vlogo pri razvoju asfalterstva v Sloveniji mu Združenje asfalterjev Slovenije podeljuje posebno priznanje. Čestitke. Dober večer tudi v mojem imenu. Iskrena hvala za tole priznanje. Zelo sem vesel in ponosen. To nagrado jemljem kot priznanje za preteklo delo in pa hkrati tudi vidim spodbudo za naprej. Izzivov v asfalterstvu ne bo manjkalo. Danes smo kar dosti slišali o digitalizaciji, o asfaltu 4.0, tu imamo izzive s toplimi asfalti, tako da bo kar dela za naprej. Hvala. Hvala lepa. Naslednje priznanje pa bom tudi prebrala obrazložitev za gospoda Matica Pozniča. Matic Poznič je v letu 2007 diplomiral na Gradbeni fakulteti Univerze v Ljubljani, smer gradbenih konstrukcij. Po diplomi je bil povabljen na Dars, kjer naj bi v službi za vzdrževanje pokrival področje premostitvenih objektov. Okoliščine so nanesle, da je že v letu 2010 prevzel vodenje celotne službe vzdrževanja avtocest v Sloveniji. V celotnem obdobju delovanja izkazuje veliko zanimanja za sodelovanje in povezovanje stroke, daje odlične predloge in jih seveda skuša uveljaviti v praksi, kar je na koncu najbolj pomembno. Velikokrat je s svojimi prispevki obogatil izobraževanje asfalterjev, se vključeval v delo tehničnega odbora ZAS in kolokvija ZAS. Kot predstavnik naročnika je s svojim delom v komisiji za asfalt in pri operativnem izvajanju del vedno imel posluh za kakovostno in učinkovito delo. Prav tako je večkrat pripravil strokovne prispevke z področja asfalterstva in se zavzemal za aktivno delovanje v panogi. Za njegove aktivnosti, angažiranje in veliko podporo asfalterstva mu ZAS, torej Združenje asfalterjev Slovenije, podeljuje posebno priznanje. Čestitke tudi vam. Ja, lep pozdrav še enkrat. Najlepša hvala za podeljeno priznanje. Zdaj, jaz moram reči, da ga razumem tudi v širšem kontekstu. Se mi zdi, da ta panoga je dejansko sestavljena iz več deležnikov. V preteklih letih se je morda celo to kdaj malo opustilo, kar se je tako videlo tudi na rezultatih. Teda istočasno bi izrekel tudi pohvale združenju, ki pravzaprav že vrsto let skrbi za to, da v tej stroki stroka res ostaja stroka, da se pripravlja, vzgaja mlade, ker ne nazadnje potrebujemo mlade in strokovne kadre, da bomo se pravzaprav lahko vsi razvijali naprej. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji nagrajenec oziroma dobitnik priznanja pa je gospod Marjan Prešeren. Marjan Prešeren je leta 1992 diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Prvo zaposlitev je dobil v Geološkem zavodu v Ljubljani, kjer je ostal leto in pol. Nato ga je pot vodila v domače Novo mesto, kjer je nadaljeval kariero v predhodniku današnjega CGP. V 20 letih službovanja v tem podjetju je bil vodja področja kakovosti in več kot 10 let član uprave za tehnično področje. Krajši čas je bil tudi generalni direktor podjetja CGP. Nato ga je pot vodila v 2 srednji gradbeni podjetji na Gradbeni inštitut ZRMK iz Ljubljane, ki ga je kot direktor vodil v zadnjem mandatu. Inštitut je pod njegovim vodenjem dosegel zelo dobre rezultate. Zelo aktiven je v civilni sferi, kjer je bil vrsto let predsednik Društva za ceste Dolenjska, član skupščine Združenja DRC, ves čas od ustanovitve v letu 1996 pa je aktiven član Združenja asfalterjev Slovenije. Je član številnih strokovnih odborov, v več mandatih pa je bil izmenično član tako upravnega odbora kot nadzornega odbora ZAS. Pri delovanju ZAS se je izkazal številnimi predlogi za razvoj asfalterske industrije in cestne infrastrukture. Vedno je imel izrazit občutek za pripravo in organizacijo strokovnih dogodkov in
posvetovanj. Za izkazano požrtvovalno delo mu ZAS, torej Združenje asfalterjev Slovenije, podeljuje posebno priznanje. Čestitke. Hvala lepa, sem zelo počaščen. Na kratko 2 stvari. Tisti, ki me poznajo, 33 let je mojega poslovnega delovanja, od končanja šolanja. Pa nisem začel na področju asfalterstva, začel sem z geotehničnim projektiranjem, pa vendar kmalu zato me je pot zanesla v operativo, na področje kakovosti, seveda s tem tudi asfalterstva, in kjer sem dolga leta deloval. Kasneje seveda moje življenje poslovno ni bilo konstanta, je bilo izredno dinamično, me je pot zanesla, kot je bilo že rečeno, še na gradbeni inštitut. To se pravi zelo pestra kariera, dinamična, pa vendarle ena konstanta, to pa je bilo delovanje v Združenju asfalterjev Slovenije. Drugo, kar je, pred enim mesecem sem bil deležen praktično največjega priznanja, ki ga lahko kakšen strokovnjak je deležen po svoji poslovni poti. Namreč ob odhodu pred enim mesecem, ker sem se moral posloviti od gradbenega inštituta, sem bil deležen zahvale celotnega kolektiva, ki sem ga vodil zadnjih 9 let, in to se mi šteje kot posebna čast in priznanje. Danes sprejemam v kratkem obdobju že drugo, tako da vsem, ki ste mi omogočili to priznanje, še enkrat iskrena hvala. Hvala lepa. Ja, zdaj pa z velikim ponosom danes izročamo tudi posebno priznanje Združenja asfalterjev Slovenije gospodu Ralfu Pompu, ki je že 3. leto na čelu Evropskega asfalterskega združenja EAPA. Njegov izjemni strokovni prispevek in vodilna vloga v tej industriji sta pomembno vplivala na razvoj in tudi napredek asfaltnega sektorja. Njegovo dolgoletno delo na področju upravljanja, tehnološkega razvoja ter zastopanja interesov industrije je dokaz njegove zavzetosti in strokovnosti. S svojimi izkušnjami in znanjem je pomembno prispeval k povečanju kakovosti, povečanju inovacij in sodelovanja med strokovnjaki v industriji. Kot predsednik EAPA se posebej zavzema, da bi poklice v asfalterstvu čim bolj približali mlajši generaciji, ki šele vstopa na trg dela. V Sloveniji je na raznih dogodkih ZAS večkrat predstavil svoje poglede, navdušil s svojimi predlogi in se zavzemal za razvoj delovanja asfalterske industrije. Za vsa njegova prizadevanja pri razvoju asfalterske industrije v Evropi in Sloveniji se mu iskreno zahvaljujemo in podeljujemo posebno priznanje Združenja asfalterjev Slovenije. Congratulations. I'm very proud, I'm very happy, but I want to mention that working in EAPA is a team job. So I dedicate this recognition to the team of EAPA. Please note that the name of our WhatsApp group is MISA One, and it was made here in this restaurant some years ago. So I see this as an honor to the whole team of EAPA. Thank you very much. Thank you. Hvala lepa in čestitke še enkrat vsem prejemnikom. Bomo naredili še eno fotko, medtem pa bomo povabili na oder še enkrat tudi Ano Soklič, ki bo še enkrat zapela, tokrat pravi, da se počutimo dobro oziroma feeling good. Potem pa še sledi priznanje, tako da ne odhajate še nikamor. Najprej torej slika, potem pa še malo glasbenega predaha. Birds flying high, you know how I feel.
drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the trees, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I feel. Butterflies all having fun, you know what I mean. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Yeah, I'm feeling good. Yeah. Come on. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Yeah, I'm feeling good. Hvala, Ana.
Še enkrat bomo slišali danes ta čudovit glas, najprej pa seveda, kot smo omenili, še zadnje priznanje danes. Upravni odbor Združenja asfalterjev Slovenije se je namreč pred 8 leti odločil, da uspešnim posameznikom, ki so se izkazali s svojim delom in širijo poslanstvo asfalterske industrije ter stanovske organizacije ZAS, torej Združenja asfalterjev Slovenije, na kolokvijih podeljuje naziv ambasador asfalta. To je tudi najvišje priznanje Združenja asfalterjev Slovenije. Prvega ambasadora asfalta ste zbrali na 16. kolokviju pred 8 leti, pred 2 letoma pa je ta čast pripadla Janezu Prosenu, ki naj se nam tudi danes pridruži na odru, da bo pomagal podeliti oziroma predati ta naslov novemu ambasadorju. Torej, že 5. podeljujemo ta naziv, ambasador asfalta za obdobje od 2025 do 2027, bo za dobro ime asfalta skrbel Zvonko Cotič. Čestitke. Ja, Zvonko Cotič je po poklicu diplomirani inženir gradbeništva in spada med vodilne strokovnjake na področju asfaltnih tehnologij v Sloveniji. Ima več kot 30 letja izkušenj pri razvoju, optimizaciji in nadzoru asfaltnih zmesi za cestno infrastrukturo. Svojo kariero je v 90. letih prejšnjega stoletja začel v družbi CP Gorica in nato v družbi Primorje, kjer je vodil področje kakovosti, razvoja in tehnologij ter s tem pridobil temeljito razumevanje tehnoloških procesov, obnašanje materialov in zahtevnih postopkov zagotavljanja skladnosti v zahtevnih infrastrukturnih projektih. Kot direktor raziskav in razvoja pri podjetju Struktum se poglobljeno ukvarja z uvajanjem sodobnih, trajnostnih in recikliranih materialov v asfaltne zmesi. Njegovo delo obsega razvoj naprednih asfaltov, med katerimi izstopajo zmesi z gumiranim bitumnom, recikliranimi granulati ter črna jeklarska žlindra. Posebno pozornost posveča zmanjševanju hrupa cestne infrastrukture ter iskanju materialnih rešitev, ki podaljšujejo življenjsko dobo cest, obenem pa zmanjšujejo tudi stroške vzdrževanja. Poglobljeno znanje o asfalterstvu je razširil tudi na področje zemeljskih in betonskih tehnologij. Zvonko Cotič redno predava na strokovnih konferencah in posvetih, kjer predstavlja slovenske in mednarodne primere dobre prakse. Sodeluje z raziskovalnimi institucijami, inženirskimi podjetji in gospodarskimi združenji, kjer prispeva k dvigu standardov asfaltne tehnologije in širši uveljavitvi trajnostnih pristopov v cestogradnji. Je član strokovnih odborov in častnega razsodišča ZAS, Združenja asfalterjev Slovenije. Na dosedanjih kolokvijih je predstavil kar 8 strokovnih referatov. Prispevke je pripravil tudi za izobraževanje ZAS na dnevih asfalterjev in ostalih dogodkih. Zaradi svojih retoričnih sposobnosti, zanimivega podajanja je vedno zaželen in navdušujoč predavatelj. S svojimi pobudami in delovanjem je omogočil izjemen doprinos k razvoju slovenske asfalterske industrije in dal zelo velik prispevek k delovanju ZAS. Zato mu ZAS, Združenje asfalterjev Slovenije, na 20. kolokviju o asfaltih in bitumnih na Bledu podeljuje naziv ambasador asfalta. Čestitamo. Ja, najlepša hvala, res sem zadovoljen, počaščen, vesel, ponosen. Dejansko meni asfalt, ki sem malo tako razmišljal, je bil kar že položen v zibelko. Moj oče je bil delovodja na asfaltih in ko sem imel tam 10-12 let, me je vse te počitnice vozil sabo na gradbišča in tiskrat sem že spoznal, da mi asfalt ne smrdi, ampak diši. Potem, ko sem končal šolanje in sem se hotel iti naprej študirati, sem na cestnem podjetju imel štipendijo in mi je rekel direktor, ne, ti ne boš šel študirati, bo treba pridelati. In tako sem dost hitro že pristal v laboratoriju, ampak potem sem pa se upisal in naredil obdelu 1. in 2. stopnjo. Dejansko, tukaj se moram tudi zahvaliti prvim mentorjem na asfaltu,
ki mi je bil sicer zdaj že pokojni Žorga, in tudi dosti hitro sem pristal na izpopolnjevanju v Zagrebu, na IGH-ju, ki je bil tiskrat res eminentna inštitucija in kjer sem se kar ogromno naučil od pokojnega, žal, Zdravka Ramljaka. Tako da imel sem res odlične mentore, odlične učitelje in potem je tako naneslo, da je pač Primorje kupilo cestno podjetje in potem sem pristal na Primorju in to je bil pa res en ogromen, odličen sistem, ki je res omogočal delo na razvoju res na zahtevnih projektih. Tako da sedaj sem tudi vesel pa ponosen, da se kaj nekaj tistih razvojnih projektov, ki smo jih naredili, tako zelo dobro primlo v praksi. Eno je tako iz Žlindra, tako da kolektor še zmeraj dela vse asfalte za žlindro kot nadomestilo eruptivnim materialom, dejansko po enakih recepturah, ki smo jih naredili že toliko let nazaj. Tudi zelo dobro nam je uspelo kar nekaj odsekov asfalta modificiranih z gumo. Tam smo šli kar pogumno, da smo šli v zmes ta tako imenovan open grade, ki je tudi v bistvu drenažni asfalt. In vsak drenažni asfalt je jasno, da ima zmanjšanje hrupa in smo dosegli ali pa dosegamo odlične rezultate, ko zmanjšamo za 9 decibelov hrup. Tako da res ponosen, lepo se je to išlo. Prejšnji petek sem dopolnil 40 let delovne dobe, tako da sem mislil že, da bom kar vse končal, ampak evo, zdaj očitno še naslednje 2 leti bom ambasador asfalta. Hvala. Ja, še enkrat čestitke, še ena skupinska fotografija z vsemi nagrajenci, bi lepo prosila, če lahko še enkrat pridete gor, da se vsi skupaj slikate še enkrat, potem pa bomo še enkrat povabili na oder Ano Soklič, da slišimo še njeno vodo. Greva naprej, novi čas,
Blaž Jurečič. Hvala obema za ta glasbeni predah. Hvala tudi vsem vam za današnjo pozornost. Mislim, da vsi, ki ste še tukaj, ste tako kot Simon Marčič z veliko kondicije in potrpežljivosti, vzdržljivosti, da ste zdržali ta naporen program cel dan. Verjamem, da je bilo zanimivo. Slišali smo veliko dobrih predavanj in strokovnih razprav, ki vam bodo, verjamem, v prihodnje zagotovo pomoč. Ne bomo se še poslovili, kajti kolokvij se seveda jutri še nadaljuje. Vas pa vabim na večerjo ob 8. uri, ki pa je na drugi lokaciji, ne v tem hotelu, ampak v Bled Rose hotelu. 600 metrov sprehoda, da raztegnemo, pretegnemo noge, se nadihamo svežega zraka, potem pa bo seveda večer vzel svoje in noč ima svojo moč. Imejte se lepo in srečno še na jutrišnjem programu. Nasvidenje.